Kje ste se pa vidva sploh spoznala? Pravzaprav se počasi neham kopati po tem predalu, ampak... Spoznala smo se na Dallasu. Preko Dallasa organizirala eno zabavo. A je založba? Ne v Dallasu. Ja, založba, ja. To je glasbena založba. V bistvu posredovalnica je, ženitvena. Da ste šla na Dončića v Dallasu. Na eni zabavi, kjer smo se predstavljali kot avtorji. In v bistvu sem jaz bil pred tabo na odru, ne? Moja predskupina. Seveda. Ne, jaz sem bila tvoja predskupina. Obratno. Ti si bila, ja. Tako. Ja, ona je bila moja predskupina. Tako da bi mogel bi se njo vprašati, kako se ona počuti zaradi mene. Ja, ker takrat, ko sem njega slišala, kako pravi prvih 7 sekund, ne? Ja. Da človek že ugotovi. Se je zgodila prav neka taka, kako se reče, paranormalna izkušnja. Ker se Sprašljivo, kaj to pomeni. je izginil mi cel svet. Ne, resno. To je bila taka močna glasbena izkušnja zame. Nisem še vedela, da je to samo glasbena izkušnja, da je bilo to kot celota, ne? Ampak meni se je zdelo, kot da je vse zginilo. Slišala sem pač njegov glas, bil je tako osvetljen z lučjo in slišala sem tako glasbo, tako mistično, skrivnostno, Pink Floydovsko, rockovsko, z enim takim lepim besedilom, ki govori o naravi, o človeštvu in tako naprej. In me je popolnoma očaralo, res. In zame je bil to en tudi tak glasbeni prelom. Slačilnica. Večerov podcast, v katerem Denis Bende Živčec odkriva neodkrito na slovenski družabni sceni. Dragi naši, lepo pozdravljeni v novi epizodi in novi sezoni rahlo erotičnega večerovega podcasta Slačilnica. Vem, čakali ste nas tako kot na Armagedon in evo nas, zdaj bomo treščili o vas. Pa kar dober vstop v novo sezono smo pripravili, 2 sta z mano in to kar posebna. In sicer, kako opisati njo? Glasbenica, ki je s svojim glasom, glasbo, podobo in široko odprtimi očmi, v katerih včasih vidimo morje, včasih vidimo vesolje, se je zapisala v moj in vaš DNK. Že od nekdaj, že več kot 4 stoletja. On je multiinstrumentalist, podjetnik, izjemno nadarjen glasbenik, ki ga jaz pa pravzaprav še dobro spoznavam in spoznavanje je zelo vznemirljivo. Je draga moja Tinkara Kovač in Uroš Cingesar. Pravilno sem naglasil zdaj. Ja. Dobrodošla v Slačilnici. Ja, najlepša hvala za tako lep uvod in Ja. tako prestižno, pomembno povabilo v vašo prvo oddajo. Jaz verjamem, da vam bova prinesla srečo. Absolutno čutim to sreč. Upam, da imate rada roza barve in roza zajce in čudne jopiče. Jaz sem ponovadi bolj v črnem, no. Ja, taka Pa molovska rečem, ženska, ne? ali pa kaj modrega, ja. Roza je bolj za moje. Taka darkerja v Slačilnici, ne? Za začeti malo z eno kozlarijo. In sicer v zadnjih tednih se je zgodilo, meni se zdi, da so se v Sloveniji poročili vsi, ki se še niso. Me zanima, če lahko sam preverim stanje prstanov na vajinih rokah. Jaz imam poškodbo. On ima Hansa Flast. Ja. Dobro, to je to. Pač, ja, ko bo to šlo, mogoče. To je tudi nekaj Tinkara brez prstanov. Ne. Povejte, kakšno poletje je za vama? Ne delujeta mi zelo prežgana od sonca, ampak Primorci nikoli niso prežgani od sonca. Ne, nikoli nisem tudi bila. Zanimivo, ne, ja, da letos sploh nisem šla v morje plavati. Niti enkrat. Oziroma, niti sem Ne. lani. Niti enkrat. Po MMS-u. Tako. Lani. Enkrat lani po MMS. Po noči. Po noči. To je bilo edino plavanje v zadnjih 2 letih. Ja. Če pa- Najno. Če pa vemo, kako se po noči kopa, ne? Ja. Ne vem, a sta sledila temu kodeksu ali ne, ampak ne. Ja. Kar pusti, reč to ne. Padla smo, v bistvu not. Padla sta v morje. Voda smo padla, nismo se namensko kopala, kaj drugega, ne vem, če bi bila sposobna te. Če pol je bil dober dan, ne? Očitno. Ja, MMS je bil, ne, dan prej in to je bil tak logičen zaključek melodije morja in sonca. Smo se malo Morje. sprostili, vsi, ja. Tako. Jaz moram začeti kar za najbolj vročo zadevo, sicer nista zgolj počivala to poletje in zadnje tedne in mesece nasploh. Glasbeno sta
vse bolj povezana, kot tudi zasebno, se ni več skrivnost pravzaprav, ne. En komad si vrtim zadnja 2-3 dni in je res dober. Ni ga več časa, vajen prvi skupni komad. Meni je tak hud. Zdaj se mi je najprej malce smislil, kaj sta tak temen komad naredila, ampak zdaj ga mislim, da ga štekam. Ker smo tako oblečeni. Ne vem. Zakaj ta komad? Začelo se je z besedilom Darje Furek, ki nama ga je pokazala in nama je bilo takoj všeč. In potem je Uroš skočil v studio in začel delati glasbo. In potem je prišlo tako nekako do tega komada. Je pa res, da je to samo en izraz najnega skupnega ustvarjanja. Nimava samo takšnih komadov, imava zelo raznolike, recimo, ne. In v tem enem letu, ko sva se tudi glasbeno spoznavala, sva naredila veliko tudi glasbenih eksperimentov. In kar je najboljše, z tako širokim pogledom, kot ga ima Uroš na glasbo, je bilo meni navdihujoče in fascinantno to, da sva vedno in lahko vedno greva kamorkoli želiva. Torej ni nekih okvirjev in naj jo zapelje, kamor naj jo zapelje. V tem primeru je Uroša pač zapeljalo besedilo, ne. Ja, je pa to seveda po mojem, seveda zveni, mogoče si rekel temačno. Tako zelo dark se mi je zdel. Če bi ostale komade čul, bi zdel ta ful svet. Wow. Sploh Kosovela, dosti delamo. Smo glasbila okoli 30 Kosovelovih. Rdeča raketa. Tisto je kar temačno. Tisto je šele temačno. Dve glasbeni vesolji sta, ne? Zdaj trčili druga v drugo. Kako se izogniti temu, da bi nastala ena črna luknja, ne? od vse te ustvarjalne energije? A sta se glasbeno težje našla kot zasebno? Pa nimam neke razlike med enim in drugim. Mogoče celo prej glasbeno. Zasebno se tak najdeš, pač ne, ne glasbeno je bilo tisto, kar je pač te nekako najbolj poveže, če imaš še neke interese skupne, ne. Mislim, da je to bistvo zveze, se mi zdi. Ne veš, kaj bi delal, te gledaš televizijo, piješ pivo. Netflix and chill, ali kako pravijo. Sta imela kak pomislek kako tega, da se povežeta še kreativno, še poslovno tudi, ne nazadnje, ne? Pa ne, to je bilo tako spontano, da niti o tem jaz pač nisem to postavljala pod vprašanje. Se je pač zgodilo, kar je. Uroš, a si kdaj mislil, da boš napisal komad za in z Tinkaro Kovač? No, ne. Nisem mislil. V bistvu sem mislil, vse živo sem si predstavljal, ampak ne točno to pa ne. Življenje je ena čudna reč, ne? Ki se sestavlja in sestavlja. Ne bo ostalo... Jaz recimo, pardon, da te zmotim, tudi si nisem predstavljala, da bom veliko časa preživljala tudi zasebno na vašem koncu, ne. Moja kariera se je tukaj zelo močno začela tistih 30 let, skoraj zdaj že nazaj. In jaz sem bila po 3-krat, 5-krat na leto tukaj v Mariboru in imela koncerte. In zanimivo, da imam tukaj najbolj močno publiko, glede na celo publiko, v celi Sloveniji. Še v Kopru nimam take publike kot tukaj pri vas, tako da. Obstaja komad, ki je Štajercem, Mariborčanom najbolj všeč? Tvoj? Pa povsod imajo zelo radi Veter z juga, ki je moja prva pesem. Potem, ko bo prišel, je tudi bila tukaj kar močna in smo celo posneli na Štuku v Mariboru video Brez laži. No, evo, te recimo. To je tak naš naslov, ne? Če kaj, pa smo iskreni. Tako. Štajersko si omenila. Bili smo sila presenečeni, ko smo prebrali prve novice, da ima Tinkara Kovač novega partnerja iz Slovenske Bistrice. Iz Pohorja, izpod Pohorja. Pod Pohorja. Pa moram priznati, da nisem bil zelo velikokrat v vašem kraju, ampak kako zdaj izgleda vajna? Koordinate vajnih življenj, a sta cel čas tukaj, te lahko srečujejo občani, si zdaj naša? Ja, upam. Si tudi. Ja.
Se pa res bolj malo To bi morali pokažemo, povedati zaradi tega, ker domačini. smo v teh luknah, ponavadi, če nismo v studiu, smo v kleti, ne. Ja. In na Krasu, in na Štajerskem Je smo v v kleti, kleti. najbolj glavno prizorišče. Tako da, ja, samo v trgovino letima po kruh, pa takoj nadaj v klet ali pa v studio. Ja. Sva pa tudi na mojem koncu, ne, dol pri morju in Uroš je fasciniran nad raznimi takimi lepimi lokacijami z razgledom na Koprski in Tržaški zaliv. Tako da kombinacija, to je pa ta lepota Slovenije. Ja. Razen cest in zastojev. Ja. A si že preseljena, Bistričanka? Kaj to sploh pomeni? Če imam zobno ščetko in copate, ja, to imam, ja. Ja, to so prvi indikatorji, ne, državljanstva. Pravijo, ne. Se dobro počutiš? Ja, čudovito, res, mislim, Pohorje mi je že od nekdaj zaznamovalo dušo in srce, zato ker sem prihajala še kot otrok z mojo mamo, ki je bila učiteljica razrednega pouka in je bila tudi znotraj Društva prijateljev mladine zelo aktivna. In Društvo prijateljev mladine Koper je zbiralo takrat vedno Pohorje kot lokacijo za poletne počitnice in jaz železničarski dom, Tiso, pa Jasno, pa vse te vaše kraje, vse te vaše kraje zelo dobro poznam in so me že takrat nekako zaznamovali. Recimo se spomnim, ko sva odhajali z mamo na avtobus iz Maribora domov in ji dam kovček, če mi pomaga nositi, in reče, pa kaj imaš v tem kovčku, kamne ali kaj? In jaz sem res imela kamne s Pohorja, ki sem jih takrat zelo veliko nabrala in še danes jih imam doma. Zbiralka granita. Ja. Do ko sta najvišje prišla na Pohorje? A sta bila na Blivije, kdaj skupaj? Ja, že parkrat. Ja. Ja, še kar više. Še kar... Mogo malo pogooglati, kje je najvišji... Čak, posta krefajn zagrizla. Smo dosti po Pohorju hodimo, res ogromno. Ja, vsak teden. Želim se, da bi vsi tukaj prisotni. To se lahko pohvalili. Jaz sem pohvalili s tem. razmišljala, da bi morala najeti tisti Google Card, da bi lahko pomagala Google, da ima še lepše in boljše označene ceste, ker res greva vse možne kotičke skrite in Res, ja. Je prav užitek tako raziskovati. Ja. To je zdaj še en zanimiv moment, ne, da zdaj, če greste na Pohorje in iščete svoje gobe in ne vem kaj še, ne, lahko srečate Tinkaro in Uroša, kar naenkrat tudi na Pohorju. To je res, ja. To tudi slišijo, lahko verjetno še prej. Včasih, ker smo v gozdu, pojemo tudi. To Je učimo dobra akustika. A je to res, ali je to mit pravi, da glasbeniki neprestano pojejo, enim gre na živce, ne? Ja, dosti pojemo. Dosti, ja. Včasih se moramo utišati, preden gremo spat drug drugega, da pač lahko normalno da sliši, ne. Pač nismo oba vedno enako razpoložena. Tada časih pač moram dansko utišati ali pa ona meni. Nasilno. Kaj pojete v zadnjem? Težka ženska roka. Ne? Kaj pojete v zadnjem času? Ojoj, to je pa toliko stvari, količinsko. Mislim, to, če govorimo o repertoarju enega večera, pridemo lahko tudi do 50 skladb. Doma? Zdaj, da bi naštevala vse skladbe. Včasih se tudi lahko pogovarjava v glasbi, recimo nekdo nekaj reče, pa drugi odgovori z komadom. Smo nismo prinesla teh plozank najnih. Ajoj, škoda. Čak, kaj so plozanke? Kazu. Kazu. Kazu? Kazu je tak inštrument, pač tudi iz Istre izvira ta različica, ki se ji reče nunalca in je, pač poješ notri in to tako pač... Malo tako malo annoying zvok. Tak saksofon. To bi šlo pasalo v slačilnico, da bi zdaj malo... Nijamo zraven, škoda. Smola. Drugič malo bolj pripraviti, res, neki komad, da... Ja. Če bi bilo to neka ugodna špica, če bi... Lahko bi postala, ker je pravzaprav niti nimamo prave, no. Uroš, ti si en človek ekstremov, se mi zdi, ne? Rekorder. Mene presenetil me je podatek, pa ne vem, kje sem bil zdaj prejšnja leta, ampak posnel si, tvoj mega projekt je album, ki bi naj imel 500 skladb. Ja. Pri Bogu, zakaj 500 skladb? To je... zveni naporno. Ma ni, super. Mislim, mene to rešilo, veš, ta odmik od vsega, pa sem pač dejansko, vse smo ni neke fuldere zadramatizirati, dosti sem ustvarjal, pač na mesto, da bi hodil okoli, dejansko res malo manj po kleteh, ko sem prej, ampak bolj v tej eni luknji v studiu.
Ja, v bistvu sem pač niti nimam televizije, niti ne gledam teh novic, nič. Ustvarjam, pač, ko imam prosti čas, pač vedno ustvarjam. Pač to je neki rezultat tega. Tako Tinkara pravi večkrat neki dnevnik glasbeni. In potem, ko nekaj časa to delaš, tako že ti tak not pride v telo, da ne moreš dejansko več brez tega, niti je rutina pač. Teda zdaj absolutno spoh je kot neko dihanje, to ne morem pač spoh, da ne bi nekaj ustvarjal skozi. Jih je že 500? Ja, jih je že dost več, ampak ja. Ampak si prav upisan tudi v knjigo, v Guinnessovo knjigo rekordov? Ja, rekli so da bi naj to bil rekord z najobsežnejšo glasbeno delo, kako se že točno reče. Ja, najobsežnejše. Tinkara, koliko si jih slišala od teh 500? Vse. Ona je pa največji fan moj. 500 skladb sta poslušala. Ne bi si pa res te mislil, da bo Ne, Tinkara skupaj Kovač moj največji fan, to pa si ne mislil. Življenje je čudna reč, pravim. Mislil bi si, ne vem, Madonna, ali kaj Ja, jaz sem napisala tudi in še kdaj napišem ali pa tako tudi opišem pač skladbe, pomen, ki ga sama vidim, raznih tekstov zanimivih. Potem sem naredila neke sklope, sem uredila kot nek, kako se temu reče, nek muzikolog v bistvu. Vse to je delno tudi moja izobrazba in tudi pač slovenščino sem se učila na faksu. Tako da sem prav uživala se zakopati notri v ta repertoar. Odlično tudi orodje, ko nisi skupaj, pa pogrešaš koga, pa imaš glasbo, ne? Jaz imam 500 komadov na razpolago, tako da mi je Uroš lahko tudi, ko nisva skupaj, lahko svojo glasbo dela družbo, ampak skratka... Ja, in pol me kliče, kdaj, kaj si to mislil, to je čuden komad. Ni vse pozitivno. 500. Taka fenica, pa tudi ni vredno, da bi bilo 500 komadov še. Od 500 bi se zdaj še malce vrnil k zadnjemu. Pravite, da je to skladba, ki razbija tesnobo tega nenavadnega, čudnega, morda tudi zapletenega časa. Kako vidva doživljata ta čas pravzaprav zdaj? Pa meni je kdaj kar težko, moram reči, zato ker vidim, kako preveč ljudi, preveč časa in preveč poudarka daja pač tehnologiji in da preprosto ne živijo več pač življenja svojega in mislim, da je to zelo negativno za vse, v bistvu, predvsem za tudi otroke, te ranljivejše skupine. Ne razumem preprosto tega, zakaj bi človek se ravnal po socialnih omrežjih in po tej podobi, ki jo kažejo. Tudi recimo toliko stari, kot sem jaz, tudi to mi je recimo čudno. Jaz razumem, da je to za mlade neka igračka, tudi način multinacionalk, da manipulirajo z otroki, ne? Ampak ne razumem, kako so se pač pustili zmanipulirati tudi odrasle pač osebe, ne? In da enostavno... Ne vem, jaz recimo, pred kratkim sem hodila po cesti in vidim mamo z vozičkom po cesti, ko hodi in gleda v telefon, ne. Meni se to zdi prav grozljivo, res. Ali pa otroka, ne vem, starega 2 leti, tudi v vozičku, ki mu že dajajo telefon, ekran. Mogoče sploh ni bil otrok. To je grozljivo. Samo voziček pač vozila kot... Upam. Za Instagram? Ja, za Instagram. Ja. Ja, to ni naravno. Tako da to je tisto, kar me najbolj straši, no, v današnjem času. In skladba, recimo, če se vrnemo, ne, Niga več časa, je prav tista skladba, ki spodbuja ljudi k temu razmišljanju, ne, da mogoče imamo vsega preveč, kot si ti, Uroš, rekel, ali pa vsega premalo, ne, in da postavimo spet vrednote na pravo mesto in da začnemo živeti. Uroš, čudovito vprašanje, kako tesnoben si? Tesnoben? Tesnoben, ne mislim zdaj v tem trenutku. Ja, to je tudi bi bilo stvar debate. Temu groza v polju.
ker sem tesno, ker sem neki čuden patron, se mi zdi. Dosti, zelo rad sem sam, mislim, ful uživam, ko sem sam. Tada pač, ne vem, bi lahko rekel, da sem tesno. Ampak tudi pa se znam poveseliti. To je en tak lep. Yes. A se tudi po mojem bolj introvertirana, ne, po karakterju? Ja, ne, hotela sem to dodati, ja, da v bistvu tesnoba, žalost, veselje, sreča, vse živo. To je v bistvu paleta različnih občutkov, čustvenih stanj v našem življenju in vse je enako vredno, ni neke hierarhije, ni nekaj boljše, ni nekaj slabše. To obstaja, to smo mi, to smo ljudje, človeška rasa že od pradavnine in važno je, kako se mi na te stvari odzivamo in kaj v določeni situaciji, tudi če je lahko ne vem, kako negativna, kako lahko odreagiramo, da je potem to izziv in priložnost za to, da postajamo boljši ljudje, ne. Torej, tudi če je neko tesnobno stanje, je lahko to zelo dobro v bistvu, ker v tej tesnobi v bistvu ugotavljamo, da nekaj ne štima, na primer, ne, in kako bi lahko bilo boljše. Torej, jaz ne maram tistih ljudi, ki v bistvu zavračajo, reče, ne, vse je v redu, ne ti jo ne omenjati, ne vem, nekih negativnih stvari, to mora biti vse pozitivno, ne, plus, ne, to ni realno, ne. In rock je super glasba, ker dopušča tudi to, da se malo razjeziš, da nekaj poveš na glas, da pokažeš na temle plati življenja, ob enem pa, da ponujaš odgovore. Brez sladkornega posipa na vrhu, Tako, ne? ja. Uraš, kaj bi naredil drugače, če bi lahko? Kaj bi spremenil trenutno v svetu, življenju, kakorkoli? Tak tečni smo vsi skupaj, nismo? Jaz mislim, da bi bilo zanimivo ful videti, da bi se za par dni recimo svet spremenil nazaj v analognega. To je bilo kar zanimivo. Mogoče bi to probal, ja. A ste opazili, kako se vsi skupaj mentalno vračamo, nekam v 90, ne? To je zdaj bojda glavni trend, filtri, porumeneli fotografiji, visoke kavbojke z visokimi pasovi in podobno. Sta kaj nostalgični? Hlače nazvaj. Ja, Jaz jih imam. Ja, To je ena hlačnica. Se to je pa tudi malo. to je ena. Jaz sem, mislim, nostalgična. Ne maram nostalgije, ker mislim, da preteklost ne obstaja. In verjamem pa, da lahko prenašamo prav naše generacije ene tiste dobre stvari iz preteklosti v današnji svet, ne. A ni nostalgija en tako lepo primorsko čustvo sicer? Lahko bi tudi bilo, ja. Nisi ti, če še ta zmagovalec Sanremo ima en dober komad Balorda, nostalgija, mislim, da... Ja, točno. Rekel si, da si rad sam, da si en tak introvertiran človek, pa te čutim, ker smo nekje, po mojem, v tem ustroju si zelo podobna. Ja. Kako pa potem odpreš vrata tega svojega udobnega, mirnega, tihega, kreativnega, zasebnega sveta dvojini, ki prinaša še zraven vsega kar nekaj medijske pozornosti? V tem primeru, ko sem spoznal Tinkaro, mi je bilo to v bistvu kar fascinantno, da smo se glasbeno tako ujela, seveda normalno tudi zasebno, ampak tudi brez glasbe, ampak glasbeno pa mi je bilo res prvič v življenju, v bistvu sem začutil, da lahko pač ustvarjam z nekom glasbo in da v bistvu me podpira oziroma me uči, drugega učima. In zanimivo je, ful je dobro, da imaš partnera takega, da lahko delaš, ne vem, če lahko rečem hobi temu, oziroma zadnjič rekel, da to ni hobi, ne. Če toliko časa posvečaš eni stvari, verjetno bolj več to ni hobi, ne. Bolj drugače ti je hobi življenje. Življenjski slog, ne? Ja. Ja. Bolj se je lažje odpreti, ne, na tak način, drugače mislim, da bi bilo nemogoče, ker me verjetno ne bi razumela, če bi bil 1 uro doma na dan, ostal pa v studiu. Tako pa smo lahko skupaj tam, pa razumete. Ja. Pa to, ko si tudi omenil v vprašanju, ne, si dodal še to glede medijske pozornosti, ne. Verjemi mi, da je to večinoma moteče kdaj, no. Zato, ker pač sploh taki
ljudje, kot ugotavljamo, da smo, ne, imamo radi svoj mir, pa tako, ne, in kdaj to tudi malo moti, čeprav lahko rečem, da po drugi strani to z drugimi besedami pomeni samo to, da je nekdo pač priljubljen, zanimiv in da ima publiko, ki ga spremlja, ne. Pa radovedni smo, ne? Ja, pa sej logično pa je, da je itak vedno fokus na glasbi in da nikoli ne marava preveč govoriti o pač najnih osebnih stvareh, takšnih ali drugačnih, ja. Pa medtem, ko sem te poslušal, sem pomislil, Uroš, ti imaš album za 500 komadi, še več, navedno jih je na koncu 1000, vseh skupaj, ne? Ja. Ampak zdaj si zadnje tedne, mesece novi fant od Tinkare Kovač, ne? Zdaj že v letu. Ni več tako novo. Novi, ne? A ti gre ta, mediji zladi ponavljamo, veš, ko race, ne? Novi partner, nova ljubezen, tisti, ki je okradel srce in tako. A ti gre ves ta tingle-tangle malce na živce? Ne vem, od začetka, če sem iskren, mi je malo pasalo. Ampak ja, mislim, pasalo. Zanimivo je bilo prebrati, če to snesel, res je, to snesel ta partner. Ampak ja, drugače pa mi ni všeč, da bi nekaj s prstom kazali na me, to pa ne. Tudi Tinkara ve, da tam po našem kraju v bistvu se sploh ne gibam, mislim, nimam te potrebe. Da bi, to pa je, to sploh rajše ne. Pač rajše gremo v gostko, v mesto. Nimam sploh te potrebe. Drugače pa ja, ne vem, se vsakemu paše, če se mu kaj, ne vem, lepega zgodi v življenju. Ja, mi je tudi bilo všeč pač to. Tinkara, kako si kaj ti vstopila v to novo obdobje v življenju? Vedela si, da nas bo kaj zanimalo, ne? V drugo. Pa z veliko mero presenečenja, nad pričakovanji, da je svet lahko tako lep in tako barvit in tako topel, prijazen in domač, ko sem spoznala Uroša. Kako Tako lep. da to je Ni lepo, res je lepo. malo že ta barva vpliva. No? To je ta čarovnija ampak res, slačilnice. pač, ja, včasih pride kakšno tako obdobje, ko neha človek verjeti v ene stvari, pa to, pa zdaj verjamem, zdaj so se moje sanje multiplicirale, moja glasba se množi, pač super, evo, tako pomladno, kot sva oblečeni Glej, danes. Sama Vse ljubezen. cveti. Ja. Kje ste se pa vidva sploh spoznala? Pravzaprav se počasi neham kopati po tem predalu, ampak Spoznala sva se na Dallasu. Preko Dallasa organizirala eno zabavo. a je založba? Založba, ne v Dallasu. Aha. Ja, založba, ja. To je glasbena založba. Ja. V bistvu Ja. posredovalnica je, ženitvena. Ja. Mislim, da ste šla na Dončića v Dallasu. Ja. To bomo zdaj šla. Ja, tako. Ko bo pač so rekli, da bojo plačali potovanje O. za nagrado, naj lep zven skupaj. Upam, da poslušajo. Dajte, pošljite. Torej, zgodilo se Na eni bo. zabavi, kjer smo se predstavljali kot avtorji. In v bistvu sem jaz bil pred tabo na odru, ne? Moja Potem predskupina. seveda. Ne, jaz sem bila tvoja A. predskupina. Ti? Obratno. A ti si bila, ja. Tako. Ja, ona je bila moja predskupina. Tako da bi mogel bi se njo vprašati, kako se ona počuti zaradi mene. Ja. Ja. Ja, lahko bi me vprašal, ja. Ja, te sprašujem. Ja. Ja, ker takrat, ne, ko sem njega slišala, kako pravi prvih 7 sekund, ne, Ja. da človek že ugotovi. Se je zgodila prav neka taka, kako se reče, paranormalna izkušnja. Ker se je Vprašljivo, kaj to pomeni. izginil mi cel svet. Ne, resno. To je bila taka močna glasbena izkušnja zame. Nisem še vedela, da je to samo glasbena izkušnja, da je bilo to kot celota, ne? Ampak meni se je zdelo, kot da je vse zginilo. Slišala sem pač njegov glas, bil je tako osvetljen z lučjo in
slišala sem tako glasbo, tako mistično, skrivnostno, Pink Floydovsko, rockovsko, z enim takim lepim besedilom, ki govori o naravi, o človeštvu in tako naprej. In me je popolnoma očaralo, res. In zame je bil to en tudi tak glasbeni prelom, zato ker mi je začelo odpirati še več moje lastne ustvarjalnosti. Ne? Jaz sem že od začetka pač zelo izvajalka, ne? Vedno pa sem si želela vedno več ustvarjati tudi sama, da bi sama pisala svoje pesmi. Ne? In tam se je zgodilo neko tako okno, ki me je potem vedno bolj prevzemalo, da lahko danes rečem, da imam pod roko že kar nekaj tudi svojih avtorskih skladb, pri katerih mi je Uroš pomagal. Tako mistično spoznavanje očitno bilo. Ja, ker ja. A se ti vse spomniš, kaj je ona imela oblečeno takrat, ko sta se spoznala? Ne. Pri meni ni težko, ker je vedno vse črno. Hlače črno. Niti ne vem, če so začelo. Kikla. Ne vem. Veste, kaj me zanima, tako nismo več v svojih 20-ih, pismo, ne, ampak po duši smo. Po duši smo še morda mlajši, ne, ampak v naših letih človek ima za sabo nekaj zgodovine. Nekaj stvari se je razbilo, nikoli se stavlja, nekaj imaš malo si opraskan, malce si obrazgotinjen po srcu in še kje. A vama je uspelo pustiti staro prtljago pred vrati? A je to sploh mogoče? Ja, probamo. Mislim, jaz jo osebno mečem skozi stran, to prtljago. Ampak, eni ti kufri so kar simpatični, no. Ene še on tak zdaj za vrati. Drugač pa, večinoma gre stran to, kar pač ni potrebno v življenju. Ja, in to, da so te kufri polni in da jih je dosti, vse to je dobro, pomeni, da smo živeli, da imamo izkušnje, ki jih v končni fazi lahko tudi potem preslikamo v glasbo, ne, in kolikokrat so mi kakšne fenice ali pa feni rekli, da ojoj, vidiš v tej skladbi, ko si to zapela na tak in tak način, sem se prepoznala in sem videla, da nisem sama v tem, ne. In to je spet, ne, življenje in tudi pač vsako obdobje ima svoje lepe in dobre strani in slabe in vsakemu človeku pripada tolikšno število bušk, ne, in mimo tega ne moremo in zato pač tudi jaz si lahko tako odgovorim, da imam še kakšen kufer, ki ga je treba odvršiti, ne, kakšni so pa tudi prav simpatični. Imaš pa tudi dva kufra, ki jo pa verjetno z veseljem nosiš skozi življenje. Tvoje dve hčerki, ne? Kufra. Gala sem usmejala zdaj. Pojezda. Kaj je rekel, da sem kufer, ali kaj? Kako ste kaj uskladili te korelacije med vami, štimajo? Super, to je pa najlepše. To so najlepši biseri. Ja. No, krasno. Evo, zdaj pa neham kopati po kombinežah in spodnjih hlačah. Kara ima včeri dve, jaz imam pa par. Tada smo nas vse skupaj, ker dosti. Moramo izanimati. Sina in hčerko? Ja. So tudi po letih nekje skupaj? Ja, so kar, ja. 12, 13, 15, 17. Težka leta, so to niso? Same pubertete, za drugo. Ampak, glej. Saj ravno, jaz varim eno tako kletko. A sta stroga starša? Ne znam vaju, oceniti pa po mojem ne. Mislim, premalo. Ja, v enih stvareh, kar ja. Ja. Ene stvari so pač res, ne vem, kako bi rekla, nedopustne, nespremljive zame in tam pač sploh ni debate, ampak pač drugi del pa je ta, ne, da jaz nisem nikoli bila pristaš permisivne vzgoje, tudi verjetno zaradi moje mame, ki je učila v šoli in tudi ne gravitiram v tisto smer. Je pa res, da je treba otroka sprejemati takšnega, kakršen je. On ni naša last, on ni naš klon, on je čisto človek zase in mi starši smo
in moramo biti njegovi najboljši gostitelji, ki jih brezpogojno imamo radi, ne glede na to, kaj ušpičijo in ne glede na to, če ustrezajo našim pričakovanjem ali pa če mogoče v najslabšem primeru celo hočejo nekateri starši zdraviti svoje frustracije in stvari, ki jih niso doživeli preko otrok, to ne gre. Ne. Tako da spoštovanje maksimalno njihovega jaza, njihove osebnosti in pomoč pri tem takem res čudnem svetu, kot je danes. Ker težko je mladim, po moje, kdaj. Ja. Ne bi si želel biti pubertetnik leta 2025 za vsemi insta pričakovanji, ne? Ja. Uroš, pomagaš kaj krmariti ali puščaš, da se potolčejo skozi življenje po svoje? No, skozi krmarim, ja, to je res, skozi na razpolago, kadarkoli. To mi je v bistvu največji užitek, mi je biti z otroci. To me najbolj me izpopolnjuje to in me dela srečnega. Nekako si ne predstavljam, da sem srečen, dobre volje, če oni niso. Zapravo pač, da je vse okej, ampak se ne moreš brez tega. Življenje ni samo neka sreča, ampak je tudi dan in noč in sonce in dež, vse to mora biti. Super misel. Tinkara, v kateri tvoje skladbi te najbolj najdemo, vidimo, spoznamo? Nazadnje je ena skladba, ki sem jo napisala, glasbo in tekst in tudi aranžma, ki ima naslov Med začetkom in koncem. Nikoli ni bila izpostavljena, ampak v njej se kar vidim, ja. Drugače pa ponavadi glasbeniki, tako rečem, v naslednji, no. Tako da prihajajo ene zanimive in tam sem seveda najbolj jaz. In zase mislim, da album, ki bo najbolj avtentičen in najbolj moj, šele prihaja. In k tej točki se še vrneva takoj. Uroš, koliko daš pa ti, koliko se razgališ v glasbi? Čisto se mi zdi, ker preveč. Tako da me je sram včasih. Glasba brez gat, ne? Bi lahko rekli. Čisto. Prava slačilnica. Slačilnica. Do kosti. Se obstaja drug način, ne? Ja, to res je. Album Velike reči prihajajo in prihaja v času, ko bo kdo rekel, ja, pa ne, album, ja, pa to ne vem, če se še sploh splača snemati, pa kdo še to posluša, pa kdo še to kupuje in tak, ne. Pripravljaš, kakorkoli, triptih, se pa je album v 3 delih, prosim, povej mi vse zdaj o tem, ker to se pa ne zgodi vsak dan, ne? Ne, to je taka bogata zbirka mojih glasbenih sodelovanj vsa leta in so res zelo lepa imena notri. Razdeljen bo tale album na 3 dele. Prvi del bodo moja glasbena sodelovanja iz Slovenije, ki jih je kar veliko. Anika Horvat, Perpetuum Jazzile, Tokac, Šankrok in še kakšni drugi. Potem je pa tukaj album mojih mednarodnih sodelovanj, na katerem so tudi kar zanimiva imena, od Anglije do Afrike, do Grčije, Poljske in še drugih koncev sveta, Amerike, tudi kakšnih Grammy-jevih nominirancev in tako dalje. No in skratka, ta drugi album je zanimiv tudi zaradi tega, ker v enem obdobju, ko mogoče nisem bila toliko prisotna na slovenski glasbeni sceni, to govorim približno 10 let nazaj, sem naredila ogromno teh raznih glasbenih sodelovanj tudi v Italiji in tam sta išla 2 albuma in tako dalje. In slovenska publika jih sploh ne pozna, no, so pa to taki neki biseri. Recimo, vem, z enim šamanom iz Afrike, ki je bil v bistvu, sploh se nisva v bistvu v živo srečala, ne, sem to preko enega italijanskega posrednika posnela, je nastala ena taka v bistvu himna hvaležnosti in zadaj poje Afriški zbor, je pa to, no, Mario Lucio, ki je bil pa bivši minister za kulturo na Capo Verde in je Cesarije Vori, na primer, napisal večino besedil. Oh, wow. Tako da res
taka res zanimiva in posebna glasbena sodelovanja, za katera v Sloveniji sploh pač ne vejo. In zdaj se veselim, no, da bodo tam. Potem pa je tretji album, ki se je pa v tem letu zgodil torej čisto spontano in bo to album duetov skupaj z Urošem. Že, ne vem, v otroštvu, ko sem imela 12-13 let, ko sem poslušala kakšen album, ne vem, Play od Chick Corea in Obija McFerrina, Tuck and Patty, sem rekla, joj, kako bi bilo dobro, da bi jaz enkrat naredila z nekom album duetov. In evo, super, zdaj je prišel ta trenutek, moje sanje so se uresničile in se bodo še zdaj v teh zadnjih parih mesecih, ko bo zaključila snemanje še drugih skladb. Ta album bo prav poseben, ker bo tako zelo raznolik, tudi malo temačen, ampak na določenih točkah tudi zelo svetu, tudi nekaj poezije Srečka Kosovela bo gor, veliko najnih tekstov skupnih ustvarjanj in se prav veselim 8.12., 8. december, to je ponedeljek, tako da nihče nima izgovoru, da ima neki drugega, ker v ponedeljek res nič ni. 2 dni pa Miklavža, ne? Tako. Zdaj vse glasbene goste, ki jih še skrivam, ki sem vprašala, a ste fraj, a pridete, so rekli ja, nima možnosti izbire, ponedeljek. Pa takoj po Miklavžu, ne, fajn. V Cankarjevem domu, v Linhartovi dvorani se bo zgodilo to, da bomo izdali tale album. Bo pa to v bistvu tudi hkrati nekako tudi izdaja tvojega albuma dokončno, ne, 500 komadov se bo tam zaključilo, sva rekla, kar združiva to v en dogodek in z našimi prijatelji na odru zapojemo. Uroš ima en ful dober komad, ki ga bo zapel. Kaj? Na odru. Samo enega. In se ga enega imaš, ki je ful dober. Bodo pa še drugi, ja. In se veselim, zato ker bomo prav tako si izbrali ene take komade, ki jih nikoli nismo peli, nikoli ni bilo priložnosti za to in zdaj bomo pač na koncu koncerta naredili kot nek tak happening, ne, tako neko glasbeno mašo in vsak bo zapel tisti svoje večjih srčnih komadov, tudi kakšnih drugih glasbenih izvajalcev. Aleluja. Datum si povedala. 8.12. Ponedeljek. 8.12. Če si kdo ne zapomni, je to sicer žal, no, dan, ki ga je zaznamovala tudi smrt Johna Lennona, zato tudi ena skladba Johna Lennona ne bo manjkala na odru. Imagine. Bomo slavili tudi njegov repertoar. Kako veš? Katera pa, če ne, Ja, v tem času, v tem letu. Uroš, a je tvoja glasbena prihodnost zdaj povsem prepletena samo še s Tinkarom? Ko izide teh 500 komadov? Ne, mislim, ne gledam tako sploh na to. Pač se prepustim presenetiti, kakorkoli. Zdaj, da bi rekel, da se tudi verjetno ti, ne, da bi Ne, samo moje pa je. prepletena. Kaj? Moje pa je. Kaj je prepletena? Zato, ker jaz, Nemogoče. ja, zato, ker je tako... Ustvarimo konflikte, dajmo. Ne, sej, to je ful zanimivo. Ne, to je ful zanimivo. Mislim, Sicer, če bi želiš, pa... ne vem, jaz sem pač se vsemu prepuščam. Pač, seveda je večina verjetno skupaj ustvarjala. Ja, jaz gledam tako, ne, da pač imam že od začetka zelo močno to koncertno, ne, sceno in ustvarjalno in imam svojo neko mašinerijo, neko glasbeno družino. In ko srečam nekoga, s katerim se tako dobro ujamem, si mislim, pa če sva tako dobra sodelavca, ne, ni razloga, da bi nehala sodelovati, ne. No to, Ja. nisem tega rekel, ampak Ja. on je vprašal, če samo. A ja, samo, ne, dobro, normalno, da ne. Ne boš, da se nema pol skregala. Ja. Ker bo Ja, ja. preveč. Kaj si to rekel? Ampak nastopala bosta pa torej zdaj v bodoče tudi skupaj. Ja, seveda, seveda. Jaz vidim tako čez kakšno leto, da bi lahko imela tudi recimo tak nek poseben koncert, ne, kjer bi pač izvajala največje hite in duete na svetu.
in da bi mogoče tudi v to smer šla. Ja. Tudi to, ja. In mogoče tudi kakšna kapela variante, tudi to smo razmišljali, kakšne luperje. No, za tiste, ki ne vejo, kaj pomeni kapela, to pomeni, da smo glas brez inštrumentov. Luper je pa snemalnik, ki posname delček zvoka in ga potem ponavlja. Zdaj veste. Načrtujete kakšno obleganje Štajerske? S kakšnimi koncerti prihaja kaj? Ali? Ja, seveda. Ko mi čakam Zato sprašujem. Nekaj časa Narodni dom, Maribor in sicer 7.11. Skupaj z bendom, tudi Uroš bo moj gost. In pač leta 99, upam, da zdaj tisti iz Narodnega doma ne poslušajo, ne? Smo tam bili in smo skurili zvočenje. Sreče je bilo zavarovano, da je zavarovalnica plačala, ampak smo bili tako glasni, tako da obljubim zdaj, da ne bomo skurili. Kaj prav pregoreli so od... Ja, že na tonski vaji. Oh, wow. K sreči na tonski vaji, da so potem takoj zamenjali in ja, to so bila kar glasna leta, ampak tudi zdaj se vračajo ta glasna leta nazaj. Je pravi čas, kot smo danes večkrat povedali, da je treba zaropotati malo, zapeti malo bolj porokovsko in vem, da se moja publika tega veseli, ker so me pravzaprav na ta način vzljubili kot neko tako prvo, eno od prvih, slovenskih rokeric in s tako zasedbo se zdaj vračam nazaj. Wow. Kaj še le, če bi skozi te zvočnike spustili vseh 500 komadov? Ne? To bi bil zanimiv dogodek. Ja. Se napihnili bi se. Ja. Eksplodirali. Zdaj, ker smo pri tem ljubkim roza ozadjem, pa ravno z mano, no, moram vprašati, Tinkara, ti si nekdanja eurovizijska predstavnica, vem, da je to vprašanje, ki se vleče že kar nekaj let, ampak... Vidiš, sem ti rekla, da me bo vprašal sigurno eno Eurovizijo. Moram. Veš, za mano je 11 Eurovizij, jaz sem zastrupljen, vedno manj sicer. No? Zanimiv šov, ja. A ga spremljata? Kaj pa vem, ti si priredil Mama Šč, let 3. Ja, ljudje smo pripravljeni. Kako kaj gledate na ta cirkus, vse bolj cirkus, pa v enem zelo čudnem obdobju, zdaj že enih 6 držav, malce razpada v tem momentu, 6 držav je postavilo ultimat, da ne bodo nastopile, če bo nastopil tudi Izrael. Ne. Veliko očitkov je, da leti na Eurovizijo že skozi leta, glede ekscesnosti, glede relativno slabe glasbe, ne. Pa ja, pa niti ne bi rekla, vedno to glasba. Sigurno je poudarek na šovu, sigurno je poudarek na tem, da predvsem Švedska, ki skrbi za tehnologijo, vsakič pokaže nove tehnološke mišice. Ne? Recimo par let nazaj je bilo kar samoumevno, da bo Švedska ponovno zmagala. Našli so preteklo zmagovalko zato, ker so vedeli, da ima dovoljšnjo bazo fanov. Obenem so imeli obletnico ABBE, obenem so imeli nov mikrofon in seveda so morali zmaga, da to pokažejo. To tako je. Jaz sem imela možnost Eurosong pogledati tudi iz ozadja, zato ker sem bila več kot 6 let v strokovni komisiji, tisti skriti, ne, v Švici pa v Nemčiji. Potem sem bila pa še predtem 3-krat zasebno tudi na Eurosongu in sem res videla, da se skozi leta vedno bolj začelo dogajati, da so začele različne države Eurosong izrabljati iz različnih razlogov. Ne? Torej Švedska smo rekli takole. Potem so politični razlogi, potem je ta potreba različnih držav, da glasba jim mora imeti potni list, ne? Jaz pa mislim, da bi moralo biti obratno. Izrael, Ukrajina, Rusija, vsi ustvarjalci iz teh držav niso krivi, da je tam vojna. Običajno niso, ker vemo, da glasbeniki so proti vojni, smo proti vojni. Zakaj ne bi vse tam povabili in zakaj ne bi nekdo iz recimo Rusije pel proti vojni? A ni to boljša formula za to, da smo skupaj, da se mir končno naseli na zemljo, kar je absurd, da danes še toliko vojn po celem svetu. Ne? Skratka, da se ne postavljamo ne na eno, ne na drugo stran, ampak govorimo o univerzalnem miru. Jaz se strinjam, da je glasba, da je Eurosong lahko tudi to, da prinaša dobre stvari in da glasba v bistvu transformira ljudi na boljše. Ne? Ampak ko so to tukaj take neke umazane igrice ali pa celo neka užaljenost ali pa izgovor tudi zato, da pač nimajo dovolj dobrega komada, ne? Tisto leto pa potem neki že najdejo. Ne? Škoda je. Jaz še vedno mislim, da na Eurosong pride tudi dosti dobre glasbe.
Zanimiv je Eurosong, ker v zadnjih letih prinaša neko posebno moderno glasbeno produkcijo, torej je v koraku s časom. Mi je pa žal, da se kdaj recimo iz Irske ne prijavijo recimo U2, pa da bi mogoče iz Francije prišla Zaz, pa da bi na odru italijanskem videli Zuckera, ne. To je škoda. Lahko bi bili na Eurosongu še bolj tehtni izvajalci. Mislim pa, da je glavni razlog v tem, da ni v živo glasba. Morali bi vrniti orkester, band, in potem bi se tudi tej tehtnejši izvajalci verjetno odločili za to, da tam nastopajo. No, tako na kratko povzetek. To je moje stališče. Glasba je vedno manj živa, ne? Zdaj ne gre samo za matrice, zdaj so že back vokali posneti, zdaj vse je že skoraj, da gledamo video spot na odru, ne? Uroš, imaš kak odnos do tega našega cirkusa? Ne, nimam prav. Ne vem, smo pogledala nekaj par komadov ali koliko spol, ne vem. No ja, mislim, da v starih časih je bilo pač bolj kvalitetno. Sploh ko je bil orkester zraven, smo se ravno pogovarjali včeraj. Ja. Privšek dirigiral in spremljal naše izvajalce. NX Band recimo, ne? Ja, tako je. Zdaj je pač to malo bolj plastično, se mi zdi vse skupaj. Kaj pa menite o tem slovenskem ultimatu letošnjem? Ne gremo, če vem, da je delikatno vprašanje, ampak torej RTV Slovenija najverjetneje ne želi sodelovati, koliko bo na tekmovanju na Dunaju Izrael. Želite to pokomentirati? Jaz sem prej to že povedala, ja, tako da imam enako stališče. Ne maram, ko ljudje dajejo pač barvo kože glasbi, kot sem prej rekla, neke nacionalizme, potni list. Glasba nima nič od tega. Ja, to je res, ja. Je pa tako, vsaka sekunda vojne je odveč in vsakršen način, ki pomaga, da se vojna čim prej konča, ga jaz pač sprejemam in pozdravljam. Nisem pa čisto prepričana, če je glasba tista na ta način, no, in Eurosong, da se te stvari rešijo. Mislim, da je treba nekje drugje. Bi se še vrnila? Ja, zakaj pa ne? Če bo enkrat nastala neka taka pesem, ki se mi bo zdela fajn, primerna, z veseljem. Če bomo še zraven. Bomo še pa v San Remo, ne? Oziroma San Marino. Ja, to je taka ena davčna oaza, ne? Tako, ja. Počasi finiširamo. Joj, da ne pozabim. Stran od vsega. A je res, da imata vidva še en zanimiv biznis? Da se gresta catering? To je meni res, to je področje, ki me zanima enako, kot me zanima glasba. Potem so se ukvarjali moji starši, ja, in potem sem nekako to, ko so šli v penzijo, potem to prevzel počasi. Ja, zdaj se to nekako razvija, malo bolj na veliko. Tinkara, ko ima čas, mi s kakšnimi idejami pomaga. Ja, mislim, da bo sendviči dosegli tudi vaš večer. A smo kaj naročili? Kaj, obstaja tinkarin sendvič? Ja, to sem razmišljal, bolj sem o solati, mislim. O solati? Ja. Hvala. Taka bolj neka temna, z rdečo peso. Ja, rdečo peso pa oglje, pa take stvari. Sneguljčica, ne? Ja, zdrava solata, ja. Draga moja, prispeli smo v ciljno areno, tako rekoč, naše prve skupne slačilnice. In tudi v tej sezoni ohranjamo za konec najbolj neumno vprašanje od vsega, pa ne vem, zakaj to ohranjamo, ali zakaj. Vprašati vaju moram, koga si nikoli in nikdar ne bi želela srečati v slačilnici? Čisto vsak se je soočil s tem vprašanjem? Ladies first. Reakcija je zmeraj ista. Slovenskega. Zdaj isto misliš, kot jaz. Kaj bomo povedala skupaj? 1, 2, 3. Slovenskega Chuck Norris.
Ravno par dni nazaj smo srečala, da jih je baje kar nekaj, ne samo eden. Mi dva smo mislili, da je eden, ampak tako da to je dobro. Zdaj ni to. Jaz nimam pojma, kdo to je. Vsak ima svojega slovenskega naslova, tako da naj si vsak drugače predstavlja. Mislim, da sta zmagala z izvirnim odgovorom. Tikara, Uroš, najlepša hvala za čas, za izjemno prijeten obisk. Zelo se veselimo. Trip tiha, 500 komadov, koncert, še enkrat povemo datume, Narodni Ja, dom. se vidimo v Narodnem domu v Mariboru 7.11. in pa v Cankarjevem domu 8.12. In vseh 500 komadov. Tako. In vseh sendvičev in vsega, kar prinašata. Vse. Želim vam veliko uspehov, veliko ljubezni in veliko dobrih sendvičev. Še naprej. Najlepša hvala. Hvala za povabil. Hvala tebi tudi želiva eno krasen začetek nove sezone. Hvala. Hvala, da si z nami, da nam daješ ta prostor s to svojo slačilnico, klepetalnico, da lahko naša publika opazi nas. Vidi gole. Tako. In da nas slači v glasbi, ne? In da pride na kakšne koncerte. In tako. Hvala. Odlično, hvala vama. Hvala. Dragi moji, hvala tudi vam, da ste se prebili skozi prvo slačilnico nove sezone. Saj veste, ne spremljate nas na vseh platformah, na Spotify, Apple Podcast, na YouTubeu, na večeri.com, itak, na Instagramu, ker imamo milijon dobrih rilsov in vsega. In saj veste, ne, kar se zgodi v slačilnici, ne ostane v slačilnici. Pa.